Živijo v novem vlogu. Danes nadaljujemo pot čez gorovje Rif. V bistvu ga bomo danes prečili proti severu in šli do morja. V bistvu bi lahko tudi do enega otočka, ki je španski, prišli po južni strani Rifa, ampak ga hočemo prečiti, zato ker te bolj stranske ceste so očitno res veliko bolj zanimive od glavne. Tako da ja, danes nas to čaka, pa verjetno nas spet čaka kar veliko polj konoplje. Gorovje Rif se nahaja na severovzhodu Maroka. Zaradi strmih gora je bilo to območje stoletja izolirano, kar je lokalnemu prebivalstvu omogočilo ohraniti svojo edinstveno berbersko dediščino. Za razliko od preostale države je njen kolonialni pečat bolj španski kot francoski, njen prevladujoči jezik tarifit pa se precej razlikuje od maroške arabščine, ki se sicer govori v Maroku. Medtem ko v zahodnem delu države gojijo raznovrstno sadje in zelenjavo, je tukaj glavni pridelek že dolgo konoplja. Tukajšnje prebivalstvo je bilo zaradi izoliranosti od nekdaj malo samosvoje z močnimi težnjami po neodvisnosti. Prav zato naj bi jih prejšnji maroški kralj Hasan II. Zapostavljal, medtem ko je trenutni kralj Mohamed VI. Ubral drugačno taktiko. V želji po pridobitvi zaupanja prebivalcev je na tem območju pričel vlagati velike naložbe v sodobno infrastrukturo in cestne povezave. Prav zato so nekateri deli neokrnjene obale in številne avtentične berberske vasi prvič postale zlahka dostopne. Tudi danes se odločitev izogibati glavni cesti v Brestvala, že sama vožnja tukaj čez ta Rif je res zanimiva. Zdaj smo kakšnih 10 km pred obalo, tako da smo se tukaj v eni rečni strugi čistko ustavili, da bo kosilo pojedla, in je takoj prišel en pastir, ki ima tukaj zraven hišico in je povabil na čaj, tako da smo tam v njegovi kolibici čaj popili pa pojedli nekaj piškotov, malo smo se pogovarjali, ampak zna samo francosko, tako da ga je bilo malo težko razumeti, ampak nekaj smo se uspeli sporazumeti. Ima pa tukaj tudi kar veliko familijo, mislim, da je 5 otrok, in so vsi otroci ful radovedni, ful prijazni, nič niso prosjačali, ampak so res taki radovedni, naokrog so hodili, ampak tako malo sramežljivo, tudi slikali so se ful radi, sami so pokazali, da naj slikava, tako da je bila res kar zanimiva izkušnja. Zdaj nama je pa še eno teh otrok, ki smo videli, že skoraj se odpeljala, nama je pa še prinesel tole vrečko fig, tako da res so ful navdušena, da smo spet v krajih, kjer turiste ne vidijo samo kot vrečo denarja, ampak so dejansko veseli, da raziskuješ njihove kotičke.
prespali na enem parkirišču, v bistvu čez zraven ene policijske postaje. Razlog, da smo prespali na takem ne glih lepem mestu, je to, da je v bistvu ta Maroška obala tukaj čisto zastražena, povsod imajo neke checkpointe in ful je vojakov in policajev. In pa je, da čez dan si sicer lahko gibaš povsod, ampak po noč te pa zvečer ti pa rečejo, da ne smeš tam spati. Ne, da ne bi smel divje kampirati, ampak kao zaradi tvoje varnosti te preusmerijo v nekam, kjer ti oni lahko garantirajo varnost. V tej LGB, kjer smo bili, so garantirali, so prebrala, da tukaj lahko prespiš in da ni problema, tako da zato smo se bolj tam parkirali. Ja, sicer sam parking je bil res dost karen, ampak je bil pa lep sprehod potem do mesta po čist novi promenadi. Ful je bilo veliko ljudi in nobenih turistov, tako da je bil spet tak pristno lokalno vzdušje. Bila sva glih ob sončnem zahodu, tako da je tudi v tem majhnem pristanišču so majhni čolnički ribiški glih noter prihajali. Tako no, zelo fajn je bilo. Potem sva še vzela eno maroško jezd, ki je kot neka palačinka. Pol na koncu vzela kar 3, ker so bile ful poceni pa dobre. In za vse skupaj mislim, da so dala nekih 80 centov. Zelo poceni pa dobra večerja. Gremo pa zdaj v bistvu naprej ob obali proti vzhodu. Se ne bomo toliko vozili, v bistvu se bomo zapeljali samo tlele do sosednje vasice, potem bomo pa šli hoditi do enega od polotočka, ki je v bistvu španski, tako da se nama zdi, da bo kar zanimiv. Vélez de la Gomera je polotok pod špansko kontrolo. Nekoč je bil to pravi otok, nato pa je leta 1934 zaradi hude nevihte morje naplavilo večje količine peska in otok povezalo s celino. Tako je nastala najkrajša kopenska meja na svetu, ki meri le 85 metrov. Otok je poseljen zgolj španskimi vojaki, ki so na njem zgradili nekaj hiš, krajših ulic in helioport. Z obale na otok ni moč stopiti, saj mejo jasno označuje mornarska vrv, napeta preko plaže. No, tale sprehod danes je bil res lep, sicer je bilo kar precej vroče, ampak na koncu se je res plačal, ker je bil ta otok španski res zanimiv za pogledati. Tudi videla sva, da so nas imeli tam vojaki ves čas pod kontrolo, sicer nihče ni nič rekel, niti ni mogel, no smo bili tako daleč, ampak imajo pa kar dobro kontrolo. Ja, zdaj smo pa prišli nazaj v vas in smo se odpeljali sem kakšen kilometer stran v eno suho rečno dolino. Pod drevesi lepo, je kar fino, pa upava, da ne bo policija prišla pa nas pregnala nazaj v vas. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!